Živijo. Jaz sem glasbena Brihta in danes nadaljujemo tam, kjer smo zadnjič končali. Pri tonu. Spoznali bomo tonsko abecedo ter različne smeri in načine gibanja melodije. Najprej, kaj že je ton? Ton je vsak zvok, ki mu je mogoče natančno določiti višino. Tudi zveni so takšni. No, in ker je tonom mogoče določiti višino, so skozi zgodovino različni glasbeni učenjaki tem različnim višinam dali tudi imena, ki jih danes poznamo kot imena tonov. Da nam življenja ne bi preveč otežili, so tone poimenovali kar s črkami abecede, po abecednem vrstnem redu. Črkujmo zdaj skupaj prvih 7 črk angleške abecede. Spustimo torej črko Č. A, B, C, D, E, F, G. Tako. Pa naj še kdo reče, da je teorija zahtevna. No, vendarle danes z naštevanjem tonov običajno ne začnemo pri črki A, ampak pri črki C. Namesto črke B pa bomo dodali črko H. Torej, gremo od črke C naprej. Spustimo črki A in B. C, D, E, F, G in smo že pri črki A. Zdaj pa ne B, ampak H. Potem pa lahko rečemo še C. Ja, tako je. Narava je poskrbela, da se na vsakih nekaj tonov vrnemo na isti ton, le da nekoliko više. Tako da si ti ni treba učiti 100 in več tonov, saj bi navsezadnje zmanjkalo črk abecede. Ampak zgolj 7 tonov za začetek. Gremo še enkrat. C, D, E, F, G, A, H in C. Zdaj pa začinimo vse skupaj še z nemško izgovorjavo. C, D, E, F, G, A, H in C. Poskusimo še v drugo smer. C, H, A, G, F, E, D, C. Tako, pa znamo tonsko abecedo. Dodajmo še malo bobnov in ostalih inštrumentov, pa imamo že pravo pesem. Pa še zapojmo zraven. C, E, F, G, A, H, C. Pa še nazaj. C, H, A, G, F, E, D, C. Super, gremo še enkrat. C, F, G, A, H, C. Še nazaj. C, H, A, G, F, E, D, C. Sedaj, ko poznamo imena tonov, lahko povemo še to, da lahko tone nizamo v zelo različnih zaporedih in ustvarjamo različne melodije. Melodija se lahko giba navzdol, lahko se giba navzgor, tone lahko nizamo po vrsti, torej postopno, ali pa kakšen ton v lestvici izpustimo. Takrat govorimo o skokovitem gibanju. Lahko pa toni ostajajo ves čas na isti višini, ampak takrat ne govorimo zares o melodiji. Sicer pa so pogosto najlepše melodije prav tiste, ki imajo vsega pomalo. Malo gibanja navzgor, malo gibanja navzdol, malo postopnega gibanja in malo skokov. Tako kot vse te oblike gibanja združuje že obljubljena melodija. Prisluhni. Gre za čudovito melodijo iz skladbe Jutro norveškega skladatelja Edvarda Griega. Danes smo ponovili, kaj je ton, naučili smo se tudi 7 imen teh čudi, tonov,
Spoznali pa smo tudi različna gibanja melodije, navzgor, navzdol, postopno, skokovito. Prav res hitro napredujemo. Za konec pa še kratek kviz, da obnovimo znanje. Se še spomniš, kako so učenjaki že stoletja nazaj mislili prav nate in tone preprosto poimenovali po črkah angleške abecede? Le da jih začnemo šteti na neki drugi črki. Črki, s katero se začne cesta, cerkev, copat in vse, kar je carsko. Tvoja naloga je, da ugotoviš, kako se imenuje ton, ki ga ne bom izgovoril. C, E, F, G, A, H, C. To je bil ton D, drugi ton v naši preprosti lestvici. Zdaj pa poskusi prepoznati, ali gre v sledečem primeru za gibanje melodije navzdol ali navzgor. Navzdol, ja. Pa še tole. Skušaj prepoznati, ali gre za postopno gibanje melodije ali za skokovito gibanje. Za skokovito, ja. Vsakič smo preskočili po en ton lestvice. Za konec zapojmo skupaj vsa imena tonov navzgor in navzdol. Pa smo že pri lestvici. No, se slišimo prihodnjič. Adijo!